Ja, ko razmišljam zdaj ob 80-letnici mojega življenja, kaj je pravzaprav smisel življenja in zakaj živimo, kdo je človek, s kje prihaja, kam gre. To se pravi, če so že v mladosti velika izkušnja in potem se nadaljujejo s starostjo, potem človek pride do nekih spoznanj, ki so bistvene za njegov razvoj in tudi za njegovo delo. Na področju, ki ga jaz obvladam, to se pravi likovne umetnosti, potem dizajna, grafičnega oblikovanja, industrijskega oblikovanja in prostorskega oblikovanja, to se pravi vse ta pravzaprav problematika človeškega življenja in bivanja. Smisel vsega je pravzaprav, da človek se razvija. In ko raziskuje, spozna pravzaprav potencial, ki ga ima. Moj učitelj je rekel: ti si Bog, jaz sem Bog. Jaz se tega zavedam, ti se pa še ne. In če pogledamo tudi simbole starih Slovencev ali pa predantičnih Slovencev, ker jezik to govori, da smo zelo star narod, eden najstarejših jezikov na svetu, spoznavamo, da imamo velike simbole. Imamo hrast kot simbol človeštva oziroma Slovencev, imamo lipo, imamo potem pa še nekatere druge rastline, kot so recimo tisa. Slovenci imamo tiso staro 1700 let, tam, kjer se je rodil Strabon, in sicer ne Strabon, tam, kjer se je rodil sveti Hieronim, to se pravi Strane pri Postojni. Tam bi bilo tudi antično mesto in tudi zanimivo, da prvi slovenski napiše svetopismo je spet iz svojih lastnih izkušenj izbral izkušnje starih modrecev in napisal pravzaprav, da nam lahko pomaga pri življenju. Vendar stvari so zelo enostavne, pa lahko zelo komplicirane. Jaz z mojimi hčerkami, Katjušo in Natašo, sem želel je postaviti to galerijo po želji hčerke Katjuše in potem se je pridružila tudi Nataša, da bi v tej galeriji, ki zdaj obhaja tudi 25-letnico, ponudili ljudem take simbole, ki govorijo pravzaprav o izkušnjah človeka in o božanskosti človeka. Upam, da nam je nekaj uspelo, nekaj nam pa še, vendar se sklicujemo na vse civilizacije, ki jih poznamo, to se pravi še atlantitske civilizacije, to se pravi hiperborejske civilizacije, ki je bila bolj razvita kot današnja. Moj učitelj Sajbabi je rekel, da predhelenski oziroma predkrška ljudstva so bili že na Luni. To se pravi, imamo artefakte, ki govorijo, da človek je bil že v Sibirju, ni pa prišel človek z nobenega kontinenta izven Zemlje, ker ni življenja. Dokazano tudi z pričevanjem avatarja. Tako.